Danes smo slišali, da so revolucionarna odkritja kolo, osno kolo pa šivanka. A vi veste, kaj je trenutno največje revolucionarno odkritje? Ki ni še staro niti 10 let. To, da se možganske celice ne starajo, oziroma ne odmirajo, da se obnavljajo, da imajo sposobnost obnavljanja. To je zato tako revolucionarno odkritje, ker nam vse življenjsko ohranja kvaliteto življenja, ampak to novo odkritje nevrologov nas postavlja na en nov izziv. Če mi možgane treniramo, tako kot pač zdaj v fitnese hodijo, pomeni, da mi lahko ohranjamo to vitalnost, našo sposobnost in učenja, kvaliteto življenja, navsezadnje vitalnosti in tudi mladosti. Vsi nekako lepimo po večni mladosti, ampak to je osnovni recept je za daljšo vitalnost, za večno mladost, da se vse življenjsko učimo. In smisel naših študijskih krožkov je v tem, da se na nek drugačen način učimo. Tako kot je že Aristotel rekel, učenje, se pravi zbiranje informacij pa podatkov, brez vzgoje srca to ni nobeno učenje. In sicer etno-fletno. V okviru tega študijskega krožka smo sprejeli en izziv. Kreativna skupina, tako neverjetna, da smo kar knjigico naredili. In jo boste danes tudi, jo bomo predstavili, jo boste tudi lahko videli in je na voljo zgoraj. Drug študijski krožek je Sam svoje sreče kovač. In tukaj smo se učili nekih komunikacijskih veščin, nekega načina aktivne komunikacije, potem preokvirjanja omejujočih prepričanj iz področja neurolingvistike in krožek Učimo se domoljubja in demokracije. Tukaj je pa potem Simon imel predavanja in tudi Dušica, skratka smo raziskovali to našo izvornost in smo želeli obujati to našo domoljubje in tako. Ker gospod Miha je bil na vseh treh krožkih. Gospod Miha je, moram povedati, če dovolite, mu ne manjka dosti do 90. rojstnega dne in mi modeliramo druge ljudi, zavestno ali pa nezavestno. In gospod Miha je človek, ki ga je vredno modelirati. On je čilega duha, bistrega duha, aktiven in je bil čisto na vseh treh krožkih vedno prisoten. In če lahko besedo dve, zakaj ste hodili na krožke, kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo? Všeč vse, prišel sem pa in ostal sem iz radovednost. Herbert sem čas rekel. Gospod Miha je vedno, kadar smo kakršno temo raziskovali, on je vedno zabil glavico na žebljico, kot temu rečemo. Duhovito, bistro, tako da smo se zelo veliko naučili od njega in smisel študijskih krožkov je tudi v tem, da gre za prenos znanja, medgeneracijski prenos znanja. Bi pa povabila Joži. Joži je hodila tudi na vse tri krožke in če lahko mogoče besedo dve, kaj je tebe? Sem pa besed povedati o tem, predvsem o tem drugem študijskem krožku Sam svoje sreče kovač, ker krožek etno-fletno po svoje knjigi so povedala. Mogoče samo par besed o tem krožku. Začeli smo ga s sloganom 2018, moje najboljše leto doslej. Učili smo se prepoznavati najboljše v nas in spoznavati orodja, ki nas pripeljejo do tega. Poznavali smo tudi barve v slogu Brankinega znanja in izobrazbe v tem, tudi v tem, in vpliv barv na našo vsakodnevno življenje. Pa tudi domače naloge smo imeli. Kar prvo uro smo jo dobili. Redno vsak večer zaporedoma, nepretrgoma 21 dni, smo morali zapisovati vsaj 9 lepih in dobrih stvari na dan, ki so se nam zgodile čez dan. Že to pove,
na kaj smo dnevno usmerjali svoje delovanje. K dobrim stvarem se drugače pač ne moreš zapisovati lepe utrinke. Prepoznavali in rangirali smo svoje vrednote in tako spoznavali samega sebe. Spraševali smo se, kaj se nam je danes dobrega, kaj sem danes dobrega naredila, na kakšen način, kaj sem se danes naučila, kako bi lahko današnji dan izboljšala in tudi kako lahko današnji dan uporabim kot naložbo za bodočnost. Pa pesmarito smo mogli nositi seboj. Ljudsko in umetno petje smo obujali in se spodbujali pri petju in nastopanju, ker smo mogli iti pred tablo. Tukaj je bil, kot je že Branka prej povedala, ta glaven naš gospod, modri mož, gospod Miha, ki nam je zbolj tudi zmeraj kakšno ljudsko pesem zapel po svoje in to je bilo nepozabno. Zdaj sem to spontano povedala, ker bom cel življenje hvaležna za te pesmi. Zahvaljujem se pa predvsem, pa predvsem gospe Branki Urbanija za vse znanje, ki ga je z nami delila oziroma ki ga je velikodušno razdajala. Preživeli smo res nepozabne četrtkove večere. In zakaj ste vi tako izjemni in zakaj je ta oblika izobraževanja tako izjemna? Tukaj gre za skupnostno izobraževanje. In sicer to je model, ki prihaja iz skandinavskih dežel v Slovenijo, ki je na nek drugačen, modificiran način vklapljanja tega študijskega krožka v našo kulturno okolje in je postal čist nov model, poseben model, ki se je izjemno dobro prijel. Podpira ga Andragoški center in gre za ekspanzivno učenje, ker se s tem širi zavest. Deluje vse vrste inteligence, ne samo učenje podatkov, ampak tudi socialna inteligenca, čustvena inteligenca, kreativnost. Kot veste, smo mi na čist na svojstven način prihajali do nekih rezultatov, recimo uporabljali smo inovativnost. Noben od nas recimo ni nikdar še sanjal o tem, da bi knjigico izdal. In sem bila prav presenečena, ko smo za CIP-kodo prijavljali, sem rekla, veste, mi smo čist laiki, amateri sploh. Prav ne, vaša knjigica je čist, se lahko postavi ob bok vsem ostalim profesionalnim knjigicam. Tudi gre za razvoj socialnega kapitala. Mi smo se družili ne glede na to, ne glede na starost. Najmlajši udeleženec je star 21 let roka, ne? No, pa gospod Miha, pa vmes, ne glede na status, ne glede na položaj. Skratka, gre za eno pestro druščino inovativnih pristopov, ob upoštevanju vseh kompetenc, ob upoštevanju drugega, nobenega nismo izločali. In vsak je bil na en poseben, izjemen način dragocen. Tako da potem tudi gre za to celostno učenje. Ne? Vedno smo poskrbeli, da je bilo nekaj na mizi. Za vsa čutila smo poskrbeli. Ne? Potem malo se je pel, malo smo kaj novega naštudirali. In mi smo v bistvu komi čakali, da je spet ta četrtek, pa da se spet dobimo, malo je bilo naloge, zadolžitev in tako. In stvari so nastajale, na nek način smo se oblikovali, drug od drugega smo črpali znanje in na nek način smo rastali, vsi smo rastali. Vsak po svoje, tudi jaz. Jaz sem izjemno hvaležna, sem se zelo veliko stvari od vas naučila, spoznala in sem se izjemno obogatila. In kot sem že tudi prej rekla, gre za medgeneracijski prenos znanja. To je ena taka demokratična oblika izobraževanja. Nobene hierarhije, ker že samo ime pove krožek. Drug od drugega se učimo, nobeni tisk, ki bi bil glavni. Samo pač gre za neko mehke veščine podpore. Ne gre za neko vodenje, ampak samo podporno okolje. In drugemu smo podpora, dajemo si ideje in upoštevamo, ne gre za nobeno izločanje in kar je najpomembnejše. Študijski krožki so način, ki iščejo, kaj je nam skupnega. Ne razdvajajo, nikakor ne, samo kaj je nam skupnega.
In to se mi zdi eno tako izjemno sporočilo tudi za celotno družbo, za vse nas v vsakodnevnem življenju. Nek potencial človek v sebi prepozna in lahko tudi začne skozi to neko kariero in delo. Krožek Učimo se domoljubja in demokracije sem že predstavila, tukaj zdaj vidite samo slikico ali dve. Sam svoje sreče Kovač vidite, da smo tudi kurili, kruh po prtnih uživali, delali tehnike med sabo čutenja. Mi premalo čutimo drugega, preveč delamo na mentalu. Mi v vsakodnevnem življenju komuniciramo z vsemi čutili, samo 7% je vsebine komunikacije, vse ostalo poteka na čutnem in telesnem nivoju. Zdaj bi povabila Roka, ki je tudi v okviru tega krožka bil izjemno in moram reči, da v okviru vseh 4 krožkov Rok Vojska je diplomant študija za oblikovanje. In hodiš na vse, v bistvu si hodil na vse 4 krožke, ne? Ja, večina ima bolj etno, ampak drugače pa na vse. V bistvu na vse. In brez Roka bi lahko rekla, da skoraj bi težko tole knjigico speljali, ker on jo je v bistvu si jo oblikoval, ne? A lahko malo več poveš, kako v tem krožku pa nastanku knjigice, ki so jo tudi tehnično v bistvu avtor tehnične obdelave. Hvala, Branka. Kako je povedal, moje ime je Rok. Večinoma sem bil bolj prisoten na etno-pletno, kjer smo ustvarili tudi knjigico Ajdovski kevder. Kakor je Branka že omenila, mora vsak krožek imeti nek cilj. Pri tem krožku je bil cilj knjigica za otroke. Zdaj, zakaj knjigica pa tudi ravno za otroke? Knjigica zato, ker smo želeli ustvariti nekaj brezčasnega, nekaj, ker bomo se lahko vračali mnogo let nazaj, pa tudi zaradi tega, ker je bilo na temo slovenske kulture in gradiva za slovensko kulturo ni praktično nikoli preveč. Pa da se te stvari tudi čim bolj zabeležijo in da ohranimo to. Za otroke, pa ker smo želeli pri njih prebuditi ta interes in zanimanje za našo kulturo, ker tudi jaz velikrat vidim, recimo, kdaj jaz tudi rešam te majice za kakšne tabornike, zmeraj imajo kakšne teme ali Rimljane, ali Grke, ali ne vem, tudi Smrkce so imeli zdaj pred kratkim. Skratka, vse druge kulture, nikoli naše. Sem omenil, da če bi našel kdaj, pa so rekli, super, no, da v bistvu na to sploh še nikoli pomislil nisem. Tako da v bistvu imajo kar še projekt nasleden. Zdaj, glavna junaka pri knjigici sta pravzaprav dva, dvojina, ker je tudi velik del naše kulture sploh in jezika. Dvojina ima tudi ogromno pomenov, predstavlja tudi popolnost oziroma dopolnjevanje plusa in minusa, yin in tako naprej, ko so v bistvu že staroselci naše dežele to dobro poznali. Potem, ker pa smo to knjigico ustvarjali v Trzinu, smo pa večinoma črpali iz Trzina in okolice, razne običaje, imena, predmete, kakšne dogajanja, osebe, tudi rastline, recimo močvirski tulipan, žerjavček smo vpleteli, ker s časoma, ker vsak let jih je v bistvu manj, isto roziko, ki je znana po menjšu. Potem, jaz sem bil v bistvu bolj ilustrator, pa oblikoval tudi tehnično to pripravo celo knjigico za tisk. Ilustracija mi je pomagala pobarvati Dušica, Dragica Kostero. Tekst smo tudi še prilagodili za bralce z disleksijo, ter še dodali ene par strani pobarvanke, čistko za praznik, ilustracij praznih barv, da lahko sami še malo pobarvajo. Ustvarjanje knjigice je bilo za vse zelo zabavno in smo zdaj še toliko bolj srečni, da lahko to z vami delimo.
Verjetno se sprašujete, kaj to sploh je ajdovski kevder. To je resnična jama, obstaja v Trzinu jama ajdovski kevder. Nas je navdahnila zato, ker ajdi so ime za staroselce. In zgodbica Trzin je znan po tej sloviti skirci iz mlajše kamene dobe in je dejansko je res izginila. Nazadnje je bila v Savnikarjevem muzeju, a ne Miro? Tako da, skratka, ena zgodbica, ki smo hoteli nekaj tega izročila, od starih poklicev, nagovorov, potem krajev, domači, vse to smo hoteli noter vnesti v knjigico. In mogoče bi gospa Dušica, bi vi malo povedala, ona je tako lepo spremno besedo napisala, da bi kar še enkrat vas prosila, če kaj poveste. Ja, tako zdaj spet izhajam iz mojega zevnika učiteljskega. To, da je knjigica o svojem domačem kraju, da ste naredili ljudsko izročilo, ki je resnično ljudsko izročilo, no to je iz ajdovskega kevdra, pa potem pa, da gresta dva otroka, pač ko da se dedek pa babica, obiskujeta od enega do drugega, ampak mimogrede tukaj predstavi peka, tam pride, pa vsi so prijazni. Mislim, no, to pa še, ravno tudi oblikovalsko rečete, da otroku nameniš, poglejmo, če je kakšna dolžnost, ampak res dolžnost, poslanstvo, dolžnost, ne znam, nas, ki danes smo tukaj, če ne bomo mi dali naprej, potem se veriga prekine, potem ne more tako ljudsko izročilo preskakovati generacij. Ded je povedal sinu, sin je povedal vnuku in tako je šlo iz roda v rod. Da zdaj otrokom nasloviš to knjigico, pa ne samo to, še več kot to. Zdaj boš pa ti še zraven v tej knjigici nekaj prispevaš, kaj tole boš pobarval lepo, pa boš postal soavtor knjigice, ali soustvarjalec, ali sooblikovalec, ali delavec v tej knjigici. No, tako da toliko lepih izhodišč ima ta knjigica, da je zelo lepo. Lektorirala jo je Joži Richter, ki je prej bila tudi na odru. Rok Vojska je delal ilustracije, Dragica Kosterov je pomagala barvati ilustracije. Zasnovo za zgodbico je pa podala Urška Tavčar, ki jo bomo tudi malo kasneje na oder povabili, sam večkrat še počak, par stvari še prej povem. Tako da, ampak sodelovali smo pa čisto vsi, vsak na nek svoj način, Bruselj tekst, Daša recimo, ona sicer ni iz našega okolja, ona prihaja iz Sankt Petersburga, ampak je v bistvu se ukvarja s pravljicami in je ona vsebinsko to Brusla pela po estetski plati. Skratka, gospod Miha nas je popravljal na slovenske besede. Ksenija pa Simon, seveda, joj, tukaj si na odru, pa sem pozabila. Ona dva sta tudi pripomogla k temu, da smo res vključili tudi to našo izvornost, malo tega staroselskega, da malo diši po skrivnostnosti, a ne, da je bolj vabljivo tudi za otroke, pa da smo na en tak način zapakirali, da vabi, da je zanimiv. Poleg tega smo pa vključili tudi naravno dediščino. Če vidite tukaj žerjavček ali moščvirski tulipan, ki je ogrožena rastlina v Trzinu, ker se pa zgodba nekako dogaja na obrobju Mengša in Trzina, tudi okroglolisto rosiko, ki je mesojeda rastlinca in je zaščitena. Tole je Dragica Kosterov izjemno lepo likovno predstavlja. Mi je žal, da jo danes ni tukaj, je na potovanju, ampak tudi na to opozarjamo, ta vidik, to sodelovanje medobčinsko, da se meje ne konča tamle pri Malnu, pri Malnu, ki je na pol kapelce je Mengeške, pol pa Trzinske, in zdaj gospoda župana povabila, izvolite, če še vi se pridružite na oder.
da poveste kakšno besedo. Ja, jaz se moram zahvaliti tudi vam, da ste podprli našo idejo, da ste podprli nas tako in drugače in da je tudi mengaški župan podprl vse to in gre to za eno tako primer sodelovanja medkrajevnega, medsosedskega, da se pač povezujemo, da imamo nekaj skupnega. Bi rekel, da smo mogoče s temi krožki, ki jih je gospa Branka nekako pripeljala v Trzin, bom rekel, na ta način, mogoče že zastavili nekaj, kar je, upam, da je bila želja vseh nas Trzincev, predvsem pa moram reči, da najbrž gospoda Pršaka, da bi ta naš muzej tudi je, v bistvu je Pačnikova domačija, da bi zaživela v nekem tradicionalnem starem duhu. Tako kot so se ljudje včasih dobili, bom rekel, čisto po peči, vse najbrž so bili vaši večeri, precej vas je tukaj, da jaz sem bil samo enkrat, priznam, je bilo nekako ti večeri, so mogoče že malo zadišali po tej domačnosti stari, ko so se ljudje včasih v miru dobili in pogovorili. In mislim, da vse to, kar je bilo, sploh pa s to knjigico, moram reči, da ste nekaj zelo finega naredili, ne samo za Trzin, tudi širše, pa najbrž vsak zase. To bi jaz rekel, nadaljujte v tej poti, upam, da vam bomo, ne glede na zmeraj hujše čase, kar se tiče, bom rekel, kako ne bi nevladne organizacije, pa vse tako naprej, pač malo kar zaračunali in tako naprej, se še zmeraj v Trzinu trudimo, da bi ostalo to, da bo pač to prostovoljstvo in to veselje živelo naprej. Toliko, nadaljujte s tem dobrim delom. Hvala. Jaz bi častno, vi ste prvi, ki boste to knjigico dobil in vam jo posvečam s posvetili vseh nas avtorjev in se vam lepo zahvaljujem. Zahvaljujem se tako, ker zdaj ste mi v bistvu malo besede vzel, ampak na nek način ste tudi vi krivi oziroma avtor tele Pačnikove domačije. In ta domačija je nekaj izjemnega. Tako podporno okolje te izbe, pristne domače izbe, jaz mislim, da so v enih sodobnih, modernih prostorih ne bi mogli nekaj tako pristnega roditi. In tako da tudi hvala vam, ker vem, da ste vi pobudnik bil za tole, da se ta Pačnikova domačija zgodila. In kulturnemu društvu oziroma turističnemu društvu Trzin se tudi zahvaljujem, da so nam pač odprli vrata. Jožici Valenčak tudi, da nam je pač dejansko fizično odpirala, pa kurla, pa vse skupaj, da smo, oziroma Matjažu za kurjanje, ja. Tako da, ja, res, zahvaljujem se tudi občini Mengaš za podporo pritisku, podjetju Jorko d.o.o., zastopnica je Joži Rihter, Lermani d.o.o., računovodski servis, tudi se zahvaljujem za prispevek, potem, potem Beta Finance d.o.o., Hobo Finance d.o.o., Ljubljana, potem in Akademija za dizajn in antropologijo, prek katere jaz delujem oziroma širim svoja znanja z področja neurolingvističnega programiranja, etnologije, antropologije in trajnostnega dizajna. Tako da zdaj bi ob koncu še povabila, ob zaključku bi povabila na oder še Urško Tavčar, ona je pa kriva za to zgodbico in mi smo bili, v bistvu ideja je bila knjigica, zgodbica, ja, pa smo pa sam gledali, ne. Pa smo se pa gledali, ja, kaj bomo pisala, ne. In je Urška, da tista, prideš Urška, je bila tista, ki je let prebila, ne. Je rekla, jaz imam pa že zgodbico, imam že napisano, ne. No in potem je pač, sej je pol drugačen izpadla, smo malo še spremenili, pa Bruselj dolg časa, ampak bi vseeno prosila, če ti poveš kaj več o tem. Ja, to je zdaj čisto presenečenje, da moram jaz govoriti. Skratka, bilo je tako, pogovarjali smo se, da bi naredili zgodbico, imeli smo ideje, ampak nekako smo kar odlašali iz krožka v krožek, da bi to nekako dali na papir. Potem sem pa jaz en petek zvečer, mislim, da je bil petek zvečer, vzela v roke knjigo Mengaš in Trzin skozi čas
sem poiskala stare poklice oziroma obrtnike, Trzina. Pogledala sem znamenitosti Mengša in sem kar zaprla oči, postavila prst in kjer se mi je ustavil, tistega obrtnika sem izbrala, pa še ime zraven. In tako sem pač nekaj vrgla na papir, poslala Branki, Branka je bila navdušena in to je to. Tole bi povabila Ano Tavčar. Ana, a lahko prideš, da nam še malo nas po všeskih poboža z igranjem na citre. Tako da potem pa povabljeni, da v živo doživite knjigico in tudi razstavo ilustracij, ki so originali ilustracij, so na steni obešene. Potem udeleženci vseh treh krožkov, ne samo etno-fletno, so se potrudili, da so pripravili razne variante špahovk, cvirkovk, ki je najbolj tradicionalna jed, bolj kot pustna jed, bolj kot bobi, bolj kot krofi bobi, so včasih rekli, in je malo zapostavljena med poticami. Tako da smo takrat vsak teden okušali špahovko na 1001 način, tako da danes boste pa še vi malo prišli na račun in povabljeni naprej. Zdaj pa Ana, izvoli, hvala. Motivacija za naprej, da se tukaj ne bo končalo nocoj, ampak še bomo nadaljevali s tem. Hvala. Tukaj pred nami vidite deklice v belem, pletejo venčke. To so pa deklice iz otroške folklorne skupine Mengeš. In tudi na ta način pokažemo, da sodelujemo, da sosedje med sabo, da se imamo radi, da iščemo skupno dobro in sodelujemo na tak ali drugačen način. Hvala lepa. Kje so tiste stezice, k so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Zdaj pa ki so včasih